Srednik in še lep večer. Hvala enako. Nova Hvala tema. za povabilo. Državni zbor je Andrejo Katič potrdil za ministrico za pravosodje. Na tem položaju je že bila med letoma 2018 in 2020 v vladi Marjana Šarca. Predtem je 3 leta upravljala tudi naloge ministrice za obrambo v vladi Mira Cerarja. Ministrstvo za pravosodje Andreja Katič prevzema v težkem obdobju nespoštovanja odločbe Ustavnega sodišča o sodniških plačah, pomanjkanja pravosodnih policistov, prenatrpanih zaporov in afere s spornim nakupom stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, ki je odnesla njeno predhodnico. In prav obsežne kriminalistične preiskave tega nakupa danes na ministrstvu predaje poslov ni omogočila. Preiskava je potekala tudi pri nekdanji ministrici Dominiki Švarc Pipan, a ta po lastnih besedah ni med 13 osumljenimi, več pa Duška Lah. Danes je Nacionalni preiskovalni urad začel opravljati 16 hišnih preiskav na področju policijskih uprav Ljubljana, Koper, Maribor in Novo mesto. Po odmevni aferi, povezani z nakupom stavbe za sodišče na Litijski cesti v Ljubljani, gre za sume storitev, kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Sumimo, da je 13 oseb izvršilo kaznivo dejanje s tem, da so v postopku nakupa nepremičnine pripravili dokumentacijo, ki ni izkazovala resničnega stanja nepremičnine v naravi. Protipravna premoženjska korist pri tem kaznivem dejanju, oziroma korist, ki so jo pridobili, znaša 3,4 milijona evrov. Lahko potrdim, da je bila hišna preiskava, da se izvaja na ministrstvu na obeh lokacijah. Lahko potrdim tudi, da je bila izvedena pri meni doma. Potrdim lahko tudi, da nimam statusa osumljenke v tej zadevi. V preiskavi je sodelovalo 61 preiskovalcev ter kriminalistov, zagrožena kazen je od 1 do 8 let zapora. Vseh 13 osumljencev je sodelovalo pri pripravi dokumentacije za izvedbo tega posla in imajo različne funkcije. Zasežena je bila večja količina poslovne dokumentacije, vključno z elektronskimi napravami. Neuradno sta glavna osumljenca nekdanji vodja službe na ministrstvu Simon Starček in nekdanji generalni sekretar Uroš Gojkovič. Med osumljenimi pa tudi sodni cenilec Anton Rigler in prodajalec nepremičnine Sebastian Vežnaver. Ja, gospod Vežnaver je med osumljenimi. Zdaj, kaj so mu odvzeli, pravzaprav ne gre za kakšno dokumentacijo, s katero policija po mojih informacijah že ne bi razpolagala. Ena od preiskav pa je med drugim potekala tudi v prostorih Ministrstva za pravosodje. Novo izvoljena ministrica s podrobnostmi še ni seznanjena. Pričakovala pa je, da bo več izvedela ob primopredaji poslov, ki so jih nameravali izvesti že danes popoldne, a so jih zaradi kriminalističnih preiskav preložili na jutri. Ko bom prišla na ministrstvo, da se takoj sedem z tistimi sodelavci, ki so tam, ki niso tako ali drugače v kakšni preiskavi, in da potem začnemo takoj, kajti jutri me že čaka sestanek z predsednikom Vrhovnega sodišča in v četrtek imamo že tudi prvi sestanek z pravosodnimi deležniki, sklical predsednik vlade, kar se tiče uresničitve odločbe Ustavnega sodišča. Poudarila je še, da ne želi ničesar pometati pod preprogo. Zdaj pa k novi temi. V Pekingu